Zbilje za en dan ponovno japonske, 40 let turističnega društva Dragočajna Moše, defibrilator rešuje življenja, blagoslov obnovljene cerkve v Dolu, same babe za zaključek serenad, knjižnica spet razstavni prostor, sobota v znamenju teka. Dober večer. Junija lani so v turističnem društvu Zbilje skupaj z japonologi in ljubitelji japonske kulture na Dobravi ob Zbiljskem jezeru ob 20. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Japonsko in Slovenijo pripravili poletni dan Japonske. Ta je doživel izjemen obisk, zato so dogodek letos ponovili, tokrat ob jesenskem družinskem prazniku Tsukimi. Večji obisk je tokrat preprečilo slabo vreme, kljub temu pa so tisti najbolj zagreti obiskovalci, večinoma je šlo za poznavalce japonske kulture, videli predstavitev več kot 20 slovenskih športnih in kulturnih klubov oziroma društev ter več podjetij. Letos je organizacijo japonskega dneva prevzelo japonsko veleposlaništvo, a brez lokalnega soorganizatorja turističnega društva Zbilje seveda ni šlo. Na dobro sodelovanje bosta še mnoge generacije spominjali tudi lani zasajeni češnji na Vaškem trgu, slovenska in japonska. I'm very satisfied because so many people are prepared many aspects of Japanese culture and also many visitors already we have. I hope it will be one more if fine weather helps us. But anyway, this occasion is very rare in Slovenia and I hope the Slovenian people will also they will enjoy our Japanese culture here too. Tokratni jesensko obarvan japonski dan je bil posvečen prazniku Tsukimi, s katerim se Japonci poklonijo jesenski polni luni. Zberejo se na prostem in si ogledujejo polno luno, v kateri prepoznajo poteze zajčka, ki izdeluje mesečeve kolačke. Tako je tudi tokratna okrasitev centralnega prizorišča nakazovala na ta delček japonske kulture. Our cultures are really different than European culture. Sometimes it's very difficult even for us to explain. So to see the reality is the best way to learn the culture. So today you have many things, you have the list, no? And it's a very occasion for you and also for me. Preko celotnega dneva so se na stojnicah odvijale najrazličnejše aktivnosti. Predstavitev tradicionalne igre Go in sodobnejših namiznih iger na stojnici Črne luknje. Za željne pomiritve duha je bila na voljo zen in gong meditacija. Japonsko je bilo moč tudi dobesedno okusiti. Obiskovalci so namreč lahko pokusili različne japonske jedi in čaje, organizatorji pa so pripravili tudi posebne mesečeve kolačke. Genki center pa je predstavil pisanje japonske kaligrafije in naučil obiskovalce osnov japonskega jezika. Predstavljamo, kako je sestavljen japonski jezik, te čisto osnove, da približamo gledalcem oziroma tem gostom tukaj, kaj je to. Imamo pa tukaj zraven še gospo Megumi Yoshida, ki je pa umetnica japonska in gostom napiše njihovo ime v pismenkah, spravo malo bolj zapleteni pisavi, da ni samo hiragana ali pa katakana. Je zanimiva, nekaj drugačnega, ponavadi se ne vidi in tudi redka priložnost je, da to sploh vidijo, kako se to dela. Tako da mislim, da je to tisto, kar pritegne. Pa nek spominek za domov dobijo, si res lahko na steno obesijo mogoče ta spominki in potem se spomnajo tega, da so svoje ime dali napisati v japonskem jeziku. Na stojnici veleposlaništva so si obiskovalci lahko ogledali kimone in si oblekli jukato, poseben del pa je bil namenjen tudi najmlajšim obiskovalcem, ki so lahko izdelovali origamije, lampinjončke, risali mange ali pa zgolj prisluhnili japonskim pravljicam. Pri japonskih pravljicah je zelo zanimivo to, ker imajo naprimer te onomatopoetske zvoke in se sliši nekako drugače. Naprimer čiv in take podobne zadeve se sliši zelo drugače. In tudi začetek je, takole izgledajo tele pravljice. No, in noter so potem pridejo takile listki, ki jih potem takole obračaš kot slikanica. Takole, in se potem od odzadaj bere, medtem ko otroci gledajo sliko. In probamo čim bolj se uživeti v zgodbo, da otroci nekako podoživijo to, kar zgodba govori. Ker pa japonske ni brez borilnih veščin, so dogajanje čez dan na odru popestrile tudi demonstracije borilnih veščin, kot so aikido, kendo, nambudo, karate, kyudo, jaido in ninjutsu. Mi smo predvsem poznani potem po veliki uporabi raznega tradicionalnega japonskega orožja, vključno z samurajskimi oklepi.
Ninjutsu je šola življenja, ki nas uči biti boljši, v vsakem smislu pomena. Res je, da se malo čudno sliši, da je to en paradoks, kao sej hočemo nasprotnika premagati, konec koncev to bojevniška veščina, ampak če hočeš ti nasprotnika premagati, moraš najprej premagati znati sebe, ne? In obvladati sebe, se pravi, to se mi učimo. Med obiskovalci je bilo opaziti predvsem mnogo poznavalcev in ljubiteljev japonske kulture, medtem ko je bilo precej manj domačinov. Pripeljali smo se z obrobja Ljubljane, delali ovinek, zaradi tega, ker so oznake, da je cesta zaprta prepozne, ampak smo bili vztrajni v čast Japoncem in smo prišli do sem. Po pričakovanjih, to, kar so napovedali, imeli so pred nekaj dnevi že predstavitev v botaničnem vrtu in so delavnice, ki so tukaj najavljene. Ja, meni je najbolj všeč japonščina, kjer lahko si zapišemo za svoje ime ali pa tudi sami poskusimo risati s šopičem. Da se risati mango, lahko smo si ogledali borilne veščine, poskušali metati šurikene, lahko bomo tudi streljali z dolgim lokom. Zanimive zadeve. Letos smo obiskovala tečaj japonščine in so nam na zaključnem predavanju povedali, da bo danes to tukaj. Tako da meni je všeč. Ja, zelo zabavno je, zanimivo, predvsem borilne veščine. Kako dobro sicer poznate japonsko kulturo? Pa kar v bistvu, ko gledava različne anime in filme in tako da. Organizatorji so z zadovoljstvom ugotovili, da prireditev na Zbiljski Dobravi dobiva primerno domovanje in si obljubili, da se prihodnje leto spet srečajo. V petek na Svetovni dan turizma je bilo v kampu Dragočajna veselo. Turistično društvo Dragočajna Moše si je namreč prav ta dan, sicer bolj po spletu okoliščin kot načrtno, izbralo za praznovanje 40-letnice delovanja. Na slovesnosti so med drugim podelili tudi priznanja 6 posameznikom, ki so zaznamovali delovanje društva. Kot se za lepo obletnico spodobi, je Turistična zveza Slovenije društvu podelila srebrno plaketo. Na slovesnosti je zapel škofjeloški oktet in skupina Taktik. 6. oktobra leta 1973, torej pred 40 leti, je bilo ustanovljeno turistično društvo Dragočajna Moše in to iz dotedanjega pododbora pri turistično-lepševalnem društvu Smlednik. Njegovo delovanje lahko razdelimo na dva dela. Prvih 20 let, ko je bila največja skrb namenjena upravljanju kempa in zadnjih 20 let, ko je upravljanje kempa prevzela turistična zadruga. Člani turističnega društva, nemalokrat so to isti ljudje, pa so dejavnost osredotočili prvenstveno na turistično vzgojo, varstvo narave in urejanje okolja ter organizacijo prireditev. Da smo pa turizem res ljudje, to pa kažemo že skozi 40 let in dejansko samo mi v kontaktu z našimi gosti lahko nekaj pomenimo oziroma doprinesemo k prepoznavnosti našega kraja. Sama ustanovitev samostojnega turističnega društva je bila odziv na potrebe kempa, saj je bilo že takrat zabeleženih v kraju kar 10 000 nočitev, dobra polovica 5500 nočitev prav v kempu. Mislim, da je bilo prav, da smo se tako odločili. Kamp potrebuje vsakodnevno prisotnost, vsakodnevno delo, turisti prihajajo, odhajajo, jih je treba sprejemati in mislim, da en drug iz druge vasi, ne, da je to skoraj nemogoče, da vse to podela sproti. Ne. Sanitarna inšpekcija je namreč prav po zaključeni sezoni leta 1973 po 10 letih delovanja kemp z odločbo zaprla, če se stvari ne uredijo. Zato je novo ustanovljeno turistično društvo poleg obširnega seznama nalog in ciljev sprejelo tudi obširen sanacijski načrt za ureditev kempa. Čez zimo smo uspeli gradbena dela, obrtniška dela, prestavitev recepcije iz vasi v kamp, gostinski lokal malo modernizirati, v glavnem zbrati vsa finančna sredstva, ki so se takrat štela v milijonih in uspeli smo praktično do 1. maja. Ko je prišla inšpekcija, mislim, da je bilo 5. 6. maja, smo pritrjevali zadnje svetilke na WC-je in so nam potrdili, da lahko kamp odpremo.
Iz društvene kronike so med drugim izpostavili tudi dejstvo, da je turistično društvo že leta 1974 organiziralo reden in kontroliran odvoz smeti. Ob ustanovitvi je društvo štelo 82 članov in že v prvih 2 letih so opravili kar 1500 prostovoljnih ur. Ponosen sem na ljudi, ki so sodelovali v tem našem društvu z vso vnemo, ki niso gledali na svoj čas. Seveda je bilo tukaj tudi druženje, da je to vse skupaj delovalo. Ob tokratni priložnosti so se za dolgoletno in odgovorno delo v društvu s priznanji zahvalili 6 posameznikom. Poleg prvega predsednika in sploh pobudnika ustanovitve društva Francija Rozmana so priznanje prejeli še dolgoletni blagajnik Franci Zor in še ostali nekdanji predsedniki društva Miha Jenko, Milan Malovrh, Srečo Rozman, ki tokrat ni bil prisoten, in Jože Rozman, ki je predsedniško funkcijo opravljal kar 20 let. Najbolj ponosen pa je na ureditev lastniških zadev in širitev in urejanje kempa. In sicer smo pristopili k lastnikom zemljišč, da smo to zadevo pokupili, da smo postali pravi lastniki. Ker šele s tem momentom smo lahko začeli kamp razvijati tako, kot smo se mi želeli. V času njegovega predsednikovanja so opravili tudi prestrukturiranje društva in društvene lastnine. Propadom socializma je prišlo tudi do sprememb vrste in vrste predpisov v naši zakonodaji in takrat leta 1992-1993 so se sprejemali predpisi, po katerih društvo ne bi smeli več gospodariti z gospodarsko dejavnostjo in mi smo bili v bistvu prisiljeni, da ustanovimo nekaj, da to lastnino, ki jo je društvo imel, da jo peljemo naprej. In tako smo leta 1994, decembra meseca, ustanovili turistično zadrugo Dragočajna Moše, katera danes upravlja s tem kampom. Kasneje se je sicer izkazalo, da se zakonodajalec ni odločil za tak ukrep. Turistično društvo Dragočajna Moše še vedno šteje več kot 100 članov. Najbolj medijsko prepoznavna pa je postala njihova prireditev Slovenski dan v Dragočajni. V zadnjih 10 letih so namreč, poleg že ustaljenih okoljskih akcij, največ pozornosti namenili prav obujanju in ohranjanju običajev. Glede na to, da sem član društva tako rekoč skozi, da sem bil 20 let predsednik, da sem ogromno časa tukaj preživel, tako da še danes prihajam na vse prireditve in tudi še aktivno sodelujem tako v zadrugi, kot tudi v društvu. Ob tej priložnosti so se za podporo in sodelovanje zahvalili številnim društvom in med drugim tudi občini Medvode in krajevni skupnosti Smlednik. Ta slednja pa se jim je zahvalila tudi zato, ker turistično društvo marsikaj naredi namesto nje, predvsem pri urejanju infrastrukture. Nenazadnje je bila vas Moše prvič omenjena leta 1334, Dragočajna pa dobrih 100 let kasneje, leta 1455. Vedno pa kot obrobje neke večje lokalne skupnosti. To je tudi del odgovora na morebitne očitke samih krajanov, da od turizma nič nimajo. Torej, v sami Dragočajni in Mošah smo v preteklem obdobju veliko pripomogli k infrastrukturi, tako organizacijsko kot tudi finančno preko društva. Vedno smo sodelovali, torej naši krajani nekaj od tega imajo. Turistična zveza Slovenije, ki jo je tokrat zastopal član upravnega odbora, sicer pa predsednik sosednjega turističnega društva Zbilje, Iztok Pipan, je turističnemu društvu Dragočajna Moše podelila srebrno plaketo. Ob tem je Pipan opomnil, da so turizem predvsem ljudje, da je turizem najuspešnejša gospodarska panoga pri nas in izpostavil pomen prostovoljnega dela. Da to ni cenjeno, pa je žal dejstvo. To vidim na več nivojih, kjer poskušamo prikazati oziroma dokazati naše prostovoljno delo kot vložek, bom rekel, lahko tudi finančni, če z te plati gledamo, ki pa žal še ni cenjen. Ampak to niti ni bolezen občine, mislim, da je to bolezen Slovenije. In kaj pričakujejo od novega oziroma razširjenega zavoda za šport in turizem Medvode? Osebno mislim, da je to v skladu z samo turistično zvezo. Pričakujem predvsem profesionalni pristop k prireditvam, k organizaciji,
ki nam je zdaj malo manjkal, pa ne zaradi tega, ker nismo profesionalni, ker nimamo izkušenj, predvsem zaradi pomanjkanja časa. Sedaj pričakujem, da bo zavod za svojimi zaposlenimi dejansko pristopil resno, načrtno in te stvari mogoče tudi malo bolj uredijo. Pred mesecem dni smo že poročali o tem, da so iz bioplinarne organika Petač odpeljali, tako se je dalo razbrati iz posnetkov, najbolj vitalne in najdražje dele, kogeneracijske naprave. In po mesecu dni še vedno ne vemo uradno, kam so jih odpeljali, kdo in s kakšnim namenom. Še več, iz odgovorov, ki smo jih prejeli od predstavnika podjetja Keter Invest Aleša Zvera, ki je strokovni pomočnik podjetja Bioštrom Mihe Petača, ni rečeno, da gre zgolj za naše blodnje. Na vprašanje, zakaj in kam so odpeljali kogeneracijsko napravo oziroma če to niso storili oni, kdo potem je predstavnik podjetja Keter Invest magister Aleš Zver odgovoril, citiramo: Ti očitki so zlonamerni in škodljivi za naše podjetje, saj kogeneracijske naprave nismo nikamor prepeljali, niti ne moremo vedeti, da je tam ni, še manj pa, kje bi naj bila, če je ni tam. To je enako, kot če bi jaz spraševal izdelovalca vašega prenosnega telefona, da mi pojasni, kje je vaš telefon in če ste ga kam založili, da mi pojasni kam. Mi kot izvajalec namreč nimamo z lastništvom ter uporabo naprave ničesar. Konec citata. Tak odgovor je seveda sprožil dvom, da gre zgolj za sprenevedanje, saj niso le izdelovalci naprave, ampak še vedno strokovni pomočniki podjetja Bioštrom Mihe Petača. Zato smo ponovili vprašanje, kdo je bil naročnik odvoza in kam so bili deli bioplinarne, pa kakorkoli se že imenujejo, odpeljani. Dodali smo tudi zgovorne fotografije. Pričakovano dodatnega pojasnila v 2 tednih nismo prejeli. Na vprašanje, kako je skupina Keter vendarle še povezana s pirniško bioplinarno oziroma kdo je njen lastnik oziroma lastnik posameznih enot, je Zver odgovoril podobno, citiramo: Kot odgovorna urednica boste verjetno pred objavo kakršnihkoli informacij preverili javno dostopne podatke in ugotovili, kdo je lastnik podjetja, saj je le to objavljeno na stranih AJPES-a in kdo je lastnik zemljišč, kar boste ugotovili v pogled v javno dostopno zemljiško knjigo. Naj vam pa pojasnim, da naše podjetje ni povezano z lastništvom nepremičnine niti v podjetju. Konec citata. Tak odgovor je seveda zahteval ponovitev vprašanja, kako je vaše podjetje oziroma vsa podjetja skupine Keter še vedno povezano s pirniško bioplinarno. Ali ste bili za svoje storitve, dela in svetovanje v celoti poplačani oziroma kolikšna je bila izplačana vrednost vašega sodelovanja, svetovanje, montirana oprema, delo, remont v konkretnem projektu. Dodali smo seveda podatek, da usodo projekta spremljamo od samega začetka in da uradne podatke o lastništvu seveda imamo, tako kot imamo še vedno posnetke z uradnega odprtja, kot tudi posnetke govorov slavnostnih govornikov. Seveda je naše dodatno vprašanje ostalo brez odgovora. Kratek in dvoumen je bil tudi Zverov odgovor na vprašanje v povezavi z ustno obravnavo sredi septembra, torej že po odvozu opreme. In to na Agenciji za okolje, ki je lansko leto izdala okoljsko dovoljenje za izpuste v zrak za bioplinarno, kateremu sosedje in krajani združeni v civilni iniciativi seveda nasprotujejo. Zanimalo nas je namreč, kako bo zagotovljeno, da se bo v novi bioplinarni dejansko predelalo 9 ton gnoja dnevno zgolj iz lastnega hleva, glede na to, da se hlev ne gradi in da je upravna enota zavrnila vlogo za spremembo obstoječega gradbenega dovoljenja. Citiramo: Gradnja hleva se bo nadaljevala po besedah gospoda Petača, ki je uredil tudi sredstva za ta namen in za kar ima dovoljenje, tako da bo zagotovljeno še več gnoja, kot ga potrebuje. Glede na to, da so predstavniki civilne iniciative Pirniče opozorili na možnost, da odvoz opreme iz bioplinarne lahko pomeni tudi morebitno zniževanje stečajne mase pred morebitnim stečajem podjetja Bioštrom, podobno kot se to dogaja podjetjem povezanih s skupino Keter, smo nekaj vprašanj naslovili tudi na Novo Ljubljansko banko, saj je ta pred leti namenila kar 4,3 milijona evrov dolgoročnega posojila za izgradnjo te bioplinarne.
Bili so kratki, čež da podrobnosti iz poslovnih odnosov ne morejo razkrivati, saj bi to bilo nekorektno in neprofesionalno, v nasprotju z veljavnimi predpisi in dobro bančno prakso. Tudi mi smo bili v zahvali kratki, čež da upamo, da v primeru, da na zemljišču ostane le kup betona, ne bo vse skupaj ostalo zgolj v breme davkoplačevalcev. So nam pa vsaj na gradbeni inšpekciji še enkrat obljubili, da bodo preverili, kaj se dogaja na gradbišču. No, če bi enkrat za vselej od podjetja Bioštrom in z njimi povezanimi tako imenovanimi svetovalci dobili korektne odgovore, bi najbrž o tej temi manjkrat poročali. Minuli konec tedna je bil na spodnji Senici uspešno, poudarjamo uspešno, uporabljen avtomatski defibrilator. S pomočjo medicinske sestre so laiki pravilno izvedli temeljne postopke oživljanja in v 7 minutah uporabili defibrilator. Bolniku so z uporabo uspešno omogočili nadaljnje zdravljenje v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani in s tem ponovno dokazali, da avtomatski defibrilatorji, ki so nameščeni po vsej naši občini, resnično rešujejo življenja. Kljub enostavni uporabi in jasnim navodilom pa imamo ljudje še vedno strahove pred uporabo avtomatskega defibrilatorja. Bojimo se, da bi lahko z napačno uporabo naredili več škode kot koristi, vendar pa se moramo zavedati, da defibrilatorji rešujejo življenja. Tako je bilo tudi minuli konec tedna na spodnji Senici, kjer so laiki nekomu rešili življenje. Šlo je za mlajšega moškega, ki je v pohodu ob telesni aktivnosti nenadno začutil slabost, se zgrudil in nezavestno obležal. V bližini je stanovala ena od naših medicinskih sester, ki so jo očevidci priklicali. Ob prihodu do bolnika je pravilno postopala, začela s temeljni postopki oživljanja, svojce poslala po avtomatski defibrilator, ker je bila tudi seznanjena z lokacijami, tudi zaradi tega, ker je naša medicinska sestra. Za izobraževanje, ki smo jih tudi vodili v zdravstvenem domu, je imela tudi znanja, da pomaga. Tako so nadaljevali z oživljanjem tudi po prinosu avtomatskega defibrilatorja. Ta je bil uporabljen, elektrošok je bil izveden in po 17 minutah, kar je absolutno predolga čakalna doba v primeru, da gre za srčni zastoj, je prišlo reševalno vozilo in gospodu so nadaljne pomagali in ves ta postopek pravilnega temeljnega postopka oživljanja, defibrilacije in pa potem tudi ustreznosti nujne medicinske pomoči in pa ekipe v bolnišnici je rezultiral v tem, da je gospod danes preživel. Zaradi hitrega odziva laikov in očividcev ter zdravstvenih napotkov medicinske sestre je mlad moški, ki je doživel srčni zastoj, popolnoma okreval. Zdravljenje sicer nadaljuje v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, vendar je potrebno poudariti, da če se očividci ne bi tako hitro odzvali, verjetno ne bi preživel. Jasen dokaz, da škoditi ne moremo, elektronika in sam aparat varuje pred tem, tako da samo uporaba je tista, ki nas lahko reši pred tem, da naredimo kaj narobe. Torej samo uporaba. Neuporaba je definitivno bistveno bolj nevarna kot pa uporaba. Elektronske zaščite, nadzor samega aparata in pa izvajanje temeljnih postopkov oživljanja ne more biti škodljivo za bolnika. Pred letom in pol je bila v naši občini vzpostavljena mreža avtomatskih defibrilatorjev in najdete jih lahko prav povsod. V občini še vedno potekajo številna izobraževanja in delavnice na temo uporabe defibrilatorjev, saj je glavno vodilo izluščiti strah, ki ga ljudje imajo pred uporabo. Seveda samo z informiranjem, izobraževanjem, tudi televizija Medvode je marsikaj naredila z ponavljanjem oddaj in pa z predvajanjem filma o uporabi avtomatskega defibrilatorja s temeljnimi postopki oživljanja. Mi nadaljujemo, zdravstveni dom kot sam, izobražujemo po šolah, nadaljujemo s tem, da vsako leto izobražujemo 8. razrede, tudi letos smo že začeli z tem izobraževanjem. V pripravi je letak za vsa gospodinjstva za medvoške občine. Na spletni strani zdravstvenega doma Medvode je v vstopni strani izobraževalni film, ki smo ga posneli s televizijo Medvode. Tako da vse aktivnosti grejo v tej smeri, da izobražujemo, da informiramo. 100-krat povemo, da napačne uporabe ni. Zavedati se moramo, da avtomatski defibrilatorji rešujejo življenja. Napačne uporabe ni, lahko pa že jutri nekomu podarite drugo priložnost. V nedeljo so v Sorški podružnični cerkvi nad Angela Mihaela v Dolu blagoslovili obnovitvena dela.
Kar 15 let so se trudili obnoviti najprej zunanjost, potem pa še notranjost cerkve. Pri obnovi je sodelovala vsa župnija. Restavratorji iz ateljeja Triptih so mojstrsko obnovili glavni oltar, ki je posvečen nadangelu Mihaelu. Po maši pa so prizadevni krajani pripravili še druženje ob pečenem prašičku in pecivu iz domačih kuhinj. Na Mihelovo nedeljo so v Dolu pri Sori po 15 letih truda blagoslovili cerkev nadangelna Mihaela. Cerkev je po oceni župnika stara približno 500 let. Zgodovinar Koblar jo je omenjal v svojem delu Zgodovina Sorške in Preške fare, katere opis je župnik Jože Čuk prebral ob slovesnem blagoslovu obnovitvenih del. Ko je namreč sedanji župnik začel službovati v Sori, je bila zunanjost cerkve zanemarjena, notranjost pa še kako potrebna obnove. Če bi odgovoril zelo na široko, potem lahko rečem pred 15 leti, ko smo začeli z obnovo zunanjosti, najprej strehe, potem v prihodnjih letih s fasado, okolico in potem še škarpo po domače rečeno, ali z obzidjem. Zatem je sledila še obnova notranjosti cerkve. Najprej smo znosili ven stare oltarje in kipe, zato da smo lahko začeli zidarskimi deli, se pravi najprej smo ometali na novo, ampak po starem, se pravi samo z apnenim ometom, tako kot so nam priporočili restavratorji, zato da stene dihajo, da se ne nabira kapilarna vlaga. Potem, ko smo zunanjost, se pravi notranjost z zidarskimi deli dokončali, smo pa začeli z restavratorskimi deli glavnega oltarja, pa stranskega, ki nas še čaka. Glavni oltar je posvečen nadangelnu Mihaelu. Pri restavratorskih delih so prišli do zanimivih ugotovitev. Posebnosti so verjetno to, kar sem omenil pri sveti maši, da je restavrator odkril, da so določeni kipi z različnimi izvori. To pomeni, da prvotno niso bili del tega oltarja, zlasti ta dva kipa, večja na glavnem oltarju, ti dve svetnici. Lahko pravičeno domnevamo, da sta iz farne cerkve. Ko je cerkev bila v fazi gradnje, je bila prav ta dolska podružnica kot nadomestek farne cerkve. In domnevamo, da je morda tudi tabernakel od tam. Pri obnovitvenih delih je sodelovala vsa župnija, najbolj zahtevna dela pa so opravili strokovnjaki restavratorji. Najprej moram seveda ovrednotiti delo faranov, predvsem vaščanov tukaj, vasi Dola in pa Drage, pod čigar plašč sodijo, se pravi ta podružnica je v lasti teh dveh vasi. Vsa dela, ki smo jih lahko napravili sami, smo napravili prostovoljno, se pravi brez plačila in je šlo na 1000 ur tukaj. Kar pa nismo mogli sami napraviti, se pravi strogo obrtniška dela in pa restavratorska dela, pa so opravljali strokovnjaki. Ta glavni oltar je obnavljal atelje Triptih oziroma družina Bogovčič. Restavratorska dela so sama po sebi finančno zajeten zalogaj. Ker smo zaprosili tudi za sredstva z občine in smo zelo veseli, da smo tudi uspešno kandidirali za ta sredstva. Če omenim, da je recimo predračun za ta oltar, samo za glavni oltar znašal 35 000 evrov, je to za župnijo oziroma za nas verne to kar velik strošek, ko rečem, v teh časih še posebej velik. Tako da je občina imela veliko razumevanja in je tudi zelo dobro ocenila projekt te obnove in tako da smo z strani občine dobili 8 000 evrov, vse ostalo pa so darovi dobrih ljudi. Omenjena cerkev je podružnična in tako se v njej mašuje 5 do 6 krat letno. Krajani vasi Dol in Draga jo imajo za svojo. Veliko mi pomeni lepa cerkev, stara. Vse smo da je prenovili fino, že prej tudi malo, sam ne toliko. Zdaj pa sploh je krasna cerkev. Najbolj lep je pa oltar, tako daleč okoli ni.
V srednjem veku so krajani ob Mihovem, ki je zavetnik cerkve v Dolu, župniku tradicionalno podarili prašička. Tokrat pa so iz omenjene tradicije izhajajoč krajani sami pripravili družabno srečanje o pečenem pujsku in pecivu, ki so ga napekle pridne gospodinje. S koncertom Same babe v Kulturnem domu Smlednik so se prejšnjo sredo v Medvodah zaključile že 26. jesenske serenade. 4 sredini septembrski večeri so tako na 4 različnih lokacijah po občini Medvode izveneli v znamenju različnih glasbenih stilov, ki so jih ustvarjali mladi perspektivni glasbeniki. Jesenske serenade smo v Medvodah gostili že 26. leto in glede na odličen obisk vseh 4 koncertov se za prihodnost serenad ni bati. Lepo je priti v Medvode na jesenske serenade. Iz leta v leto se mi zdijo zanimivo, še predvsem zanimivo to, da je soorganizator se domislil, da so vsake serenade v svojem ambientu, v drugem kraju, z drugimi ljudmi, kot da bi ljudje vasi prizorišča med sabo tekmovala, kdo bo imel več obiskovalcev na koncertu. Ljudje so topli, prijetni, očitno imajo radi to, kar jim ponujajo serenade. Krovni organizator jesenskih serenad je Glasbena mladina Ljubljanska. Soorganizacijo v občini Medvode pa že nekaj let izvaja Občinska kulturna zveza, ki mi je v nekaj letih uspelo nekako preporoditi zanimanje za serenade, kar se kaže v zelo dobrem obisku vseh koncertov. Jaz moram reči, če se me povpraša po občutkih, da so fantastični. Vsako sredo zvečer v tem mesecu so bila prizorišča polna. Kar je pravzaprav eden najboljših argumentov, da zelo kakovostna kulturna ponudba vseeno v naših krajih ima poslušalce. Jesenske serenade so letos potekale na 4 različnih prizoriščih. V podružnični cerkvi nad Angela Mihaela v Dolu, cerkvi svetega Janeza Krstnika v Zbiljah, podružnični cerkvi Svete Trojice na Golem Brdu in v Kulturnem domu Smlednik. Pred 3 leti smo se odločili za eno lokacijo in za kar 4 večere v nizu. Kasneje, potem na prihodnje leto smo se odločili, dajmo enkrat tedensko narediti dogodek, smo ga dejansko izvedli in že se je videlo, da je obisk boljši. Torej vseeno gre za kulturno ponudbo, ki jo nekako, če se tako nerodno izrazim, lažje prebavimo enkrat tedensko. Ta zadnja odločitev, torej, da pa spremenimo tudi različna prizorišča, torej, da gostujemo po vseh koncih naše občine, pa je še ena, vse kaže, zelo dobra poteza. Zakaj? Zato, ker s tem ponudimo našim občanom, pravzaprav pripeljemo to vrstno kulturno ponudbo prav v njihov domač kraj, da gredo na recimo kulturni dogodek, ki bi se ga sicer morebiti ne udeležili. Čeprav so se večeri letošnjih serenad šele zaključili, se že načrtuje ciklus serenad, ki bodo na sporedu septembra prihodnje leto. Naslednje serenade že nastajajo. Gospod Boris Rener v bistvu celo leto išče, ima napete ušesa in spremlja skupine in mlade glasbenike in jih nagovarja za serenade. Tako da serenade nastajajo že danes za naslednje leto. Letos so bile jesenske serenade prvič v Brestanici, prihodnje leto pa bodo serenade prvič v Črnomlju in Ribnici. Vsekakor pa so jesenske serenade pokazale na pomanjkanje podobne ponudbe v občini skozi celo leto. Torej, tako odličen obisk jesenskih serenad nas nekako napeljuje k temu, da bi se skorajžili in šli v organizacijo torej še pomladanskega cikla. Vsekakor z novim Zavodom za kulturo in mladino bo ta zadeva še lažje izvedljiva. Tako da jaz računam, da si bo Zavod to vzel za izziv in v prihodnjem letu že pripravil nek program, ki bo zapolnil recimo tiste tople pomladansko-poletne mesece. Za konec pa še nekaj besed o zadnjemu nastopajočemu, instrumentalno-vokalni skupini Same babe, ki jo sestavljajo sami moški. Skupina je začela delovati 2003. leta in od takrat nastopa na vseh pomembnih šansonjerskih in etnofestivalih v Sloveniji. Njihov program sestavljajo predelave ljudskih pesmi in uglasbene poezije priznanih avtorjev, kot so Janez Menard, Kaj Tanković in Fran Milčinski Ježek. V glasbenem smislu dajejo velik poudarek večglasnemu petju, njene nastope pa spremlja velik odmerek humorja in performansa. Nabito polna dvorana Kulturnega doma Smlednik je tako le še potrdila, da bo kar nekaj občanov in občank nestrpno čakalo vsaj do septembra 2014.
Irena Krasnik, domačinka, je imela v torek v knjižnici Medvode odprtje prve samostojne fotografske razstave. Fotografiji se je začela resneje posvečati z upokojitvijo. Kot članica fotosekcije Kuda Fofite je za svoja dela prejela več priznanj, med njimi zlata in srebrna na natečajih turističnih zvest in društev. Največji je pomenilo srebrno priznanje na natečaju Prinesi kostne base boj v dolino za planinsko fotografijo. Tema tokratne razstave pa je pokrajina in arhitektura. Irena Krasnik je sicer rojena v Ljubljani, a že 30 let prebiva na svetu v Medvodah. Na tokratno razstavo se je pripravljala nekako pol leta in iz svoje bogate zbirke izbrala preko 20 fotografij. Motivi na fotografijah so različni. Večina so slovenski, veliko je tudi medvoških, v bistvu z okolice Medvod, nekih je pa pač tudi s tujine. Rada ima krajinsko fotografijo, še posebej pa jo potegne fotografija zgodbo. Med slednjimi je tudi njena najljubša razstavljena fotografija, ki je nastala šele pred 2 tednoma na njenem zadnjem potovanju v tujini. Meni je najbolj pri srcu pes pred steno, posneta je bila v Bukarešti, tam je ogromno teh potepuških psov, ampak ta pes je bil, ne vem, tako je bil malo fucan, zraven je pa reklama za erotično masažo in to me je pritegnilo kot res kot zgodba. No. Fotografiranje jo je že od nekdaj veselilo. Poklicno je sicer delovala kot informatik, z upokojitvijo pa je združila svoja 2 konjička, to sta fotografiranje in potovanja. Z nastalimi fotografijami se je tudi aktivno udeleževala različnih razpisov, kjer je za svoje delo prejela več priznanj, med njimi tudi zlata in srebrna na natečajih turističnih zvez in društev. Veliko mi pomeni drugo mesto na natečaju v Mariboru in sicer v času tega, ko je bil Maribor kulturno prestolnica kulture, ja, in sta bile 2 moje fotografije izbrane na 2. in 4. mesto in razstavljene v parku mestnem v Mariboru. Ob različnih priložnostih je rada fotografirala, a pravi izziv ji je predstavljala digitalna fotografija. Pri njenih začetkih sta ji pomagala medvoška fotografa David Komba in kasneje Boris Primožič, ko se je leta 2008 pridružila fotosekciji medvoškega Kuda Fofite. Kako bi strokovnim očesom ocenili njena dela tukaj na razstavi? Ja, Irena ima oko za krajinsko fotografijo, verjetno to zaradi tega, ker je dosti hodila po izletih, potovala veliko, vidi stvari, ki jih ostali ne vidijo, fotografira, doma obdela, predvsem ima oko, da izloči fotografije, ki niso ji zdaj več toliko dobre, ne. Sortira tudi barvno fotografijo s črno-belo fotografijo. Zadnje čase ima dosti črno-bele fotografije, kar je plus, kajti pri črno-beli fotografiji moraš še malo več vedeti in malo več opazovati, da spraviš te 2 dimenzije na papirju v 3 dimenzije, kot so v naravi. Ne. Irena Krasnik je izredno aktivna tudi v društvu upokojencev Medvode, kjer ureja arhiv dogodkov. Po besedah Vladimirja Bertoncla pa si tudi zaslužil vso pohvalo za delo v zvezi Združenj borcev za vrednote NOB Medvode, kjer se udeležuje njihovih srečanj in proslav, ki jih ovekoveči s fotografijo in pisnimi prispevki. Z naslednjim prispevkom pa napovedujemo premiero novega slovenskega filma. Scenarist in režiser filma Plastik Fantastik Uroš Robič je diplomirani inženir gozdarstva iz Kranjske Gore. Za svojo diplomsko nalogo je prejel celo Prešernovo nagrado. Ker zaposlitve svojega področja po končanem študiju ni dobil, danes dela kot smetar v podjetju Komunala Kranjska Gora. Vsakodnevno srečevanje z odpadki ga je navdahnilo z idejo o igrano dokumentarnem filmu o plastiki. K sodelovanju je povabil našega sodelavca Miho Dulmina in po dobrem letu dni raziskovanja, snemanja in dela v studiu bo film zagledal platna kinodvoran. Diplomirani inženir gozdarstva, ki dela kot smetar in je posnel dokumentarni film o plastiki.
Sliši se neverjetno, a Uroš Robič drži ogledalo stanju v naši državi na področju zaposlovanja mladega izobraženega kadra, s svojim najnovejšim delom, igrano dokumentarnim filmom o plastiki, pa želi prispevati tudi k premiku zastarele miselnosti o smeteh. V filmu Plastik Fantastik razkriva zmote in hkrati odpira vprašanja o plastiki. Odpira nove ideje na področju izrabe odpadkov kot vira energije in spodbuja k bolj vestnemu ločevanju. Lahko greste iz plastenke, naprimer v mikrovlak. Ja, s filmom sem nadvse zadovoljen, glede na to, koliko enega truda se je vložil, pa da je vse skupaj na koncu tako uspelo, sem presrečen. Še bolj sem pa zadovoljen nad vsemi odzivi ljudi, ki so sodelujočih, ki so si film ogledali, ki imajo tudi strokovno mnenje, neko težo in so bili nadvse zadovoljni. Ideja za film se je razvila iz vsakodnevnega srečevanja z odpadki. Opazil je, da je v zabojnikih z mešanimi odpadki še vedno moč najti ogromno plastike. Tako se je odločil presortirati odpadke, najprej v domači Kranjski Gori. Pa da nisem to naredil samo v Kranjski Gori, sem šel še v Novo Gorico, Maribor, Ljubljana, Nov Mest, kjer je bilo stanje povsod enako. Po sortiranju je največji delež predstavljala plastika. Pa me pa čisto naprej zanimalo, kam gre ta plastika, ker tudi jaz nisem vedel natančno, kako se to predela, kje se reciklira, pa še kakšne možne zdravstvene vplive na človeka, na zdravje. V bistvu vse, kar se da v plastiki izvedeti, se da v tem filmu. Produkcijo in obdelavo videa za film je prevzel Urošev prijatelj Miha Dolmin, sicer sodelavec naše televizije Medvode, ki se je podpisal tudi pod montažo filma. Vlogi smetarja v filmu sta prevzela Žiga Čamernik in Uroš Robič. Glas pripovedovalca zgodbe pripada Nejcu Jemcu, glasbo za film pa sta pripravila Borja Močnik in Anže Rozman. Vsi delamo smeti, zato je tudi film primeren za vse ljudi, podari Uroš. Ponudili ga bodo v predvajanje tudi šolam, še bolj kot mladini pa je namenjen srednji in starejši generaciji. Mladi, ugotavlja, so dobro seznanjeni s pravili in namenom ločevanja. Trenutno se menimo z Art Kino mrežo, da bi se to predvajalo po celi mreži po Sloveniji. Več se bojo lahko gledalci ogledali na spletni strani www.plastikfantastik.si, kjer bojo nadaljni termini, kdaj in kje se bo predvajalo. Že sam proces ustvarjanja filma je bil velik izziv in šola hkrati, pravi Uroš. Za snemalne dni je porabil kar svoj dopust, za financiranje filma je prav tako moral poskrbeti sam. Poleg tega mu vrata, na katera je potrkal, vselej niso bila odprta na stežaj. Ja, težave so bile zaradi tega, ker sem smetar, ker sem eden brez imena. Sem sam Uroš Robič in kamorkoli pokličeš, te prvo vprašajo, s katere medijske hiše si. In pač rečeš, da nisi, da delaš, za koga delaš, zase delaš. V bistvu se je bilo ful težko zmeniti. Tudi za sortiranje kontejnerjev se je bilo zelo težko zmeniti, ker te vsak vprašal, kakšni luči me boste prikazali, kaj imate vi od tega. Je bilo kar dosti težav. Nisem si mislil, da bojo to komplicirali glede smeti, ker vsi mislili, da je to neki, ko vržeš v kanto in je to. Filmu dajejo strokovno težo sogovorniki iz Kemijskega inštituta Ljubljana, Okoljsko-raziskovalnega zavoda, Inštituta za varovanje zdravja in Inštituta za vode Ljubljana, medtem ko je raziskovalno delo na terenu opravil Uroš kar sam. In kaj je poglavitna ugotovitev, do katere je prišel po letu intenzivnega raziskovanja problematike? Da odpadki sploh niso problem. Problem je k večjem razmišljanje ljudi. Ko bojo ljudje enkrat malo drugače začeli razmišljati, ne bo več nekih problemov z odpadki. Premiera filma bo v ponedeljek 7. oktobra ob 17. v Kinodvoru v Ljubljani. Vstopnice za ogled pa so že pošle. Termini nadaljnih projekcij bodo objavljeni na spletni strani www.plastikfantastik.si. Torej, za nami je teden, ko smo praznovali Svetovni dan turizma, pa Mednarodni dan starejših, Svetovni dan vegetarijanstva, pa glasbe in še kaj bi se našlo. Smo tudi v Mednarodnem tednu otroka in začenja se mesec posvečen požarni varnosti. In ob tej priložnosti novica, da sta se v soboto dve ekipi iz naše občine uvrstili na državno gasilsko tekmovanje, ki bo prihodnje leto. Gre za pionirje PGD Zbilje, ki so dosegli prvo mesto, in pa pionirke PGD Sora z drugim mestom. Čestitamo. Nadaljujemo pa s projektom Zmigaj ali rekreacija za mlade do 29. leta starosti. To je projekt, ki ga že drugo leto zapored pripravlja sekcija 55 v Smledniku. Mlade smo obiskali na uvodnem terminu sezone v telovadnici osnovne šole Smlednik.
V letošnjem šolskem letu je sekcija 55 v sodelovanju z Javnim zavodom za kulturo in mladino pripravila za mlade iz krajevne skupnosti Smlednik 2 termina rekreacije, oba namenjena nogometu. V torek in petek se tako telovadnici v Smledniku za žogo podi 26 mladih. Ja, po odličnem odzivu lansko leto, ko smo projekt Zmigaj organizirali prvič, smo se seveda odločili, da tudi letos poskusimo s tem projektom. Žal na občinskem razpisu nismo bili uspešni, zato smo za pomoč zaprosili Javni zavod za kulturo in mladino Medvode, kjer so nam ponovno sofinancirali en termin. In če so finance in če je interes mladih, seveda sekcija 55 z veseljem pristopi k takim projektom. Sofinanciranje Javnega zavoda in sekcije 55 tako omogoča mladim vadbo ob minimalnem lastnem prispevku, kar je za študente in dijake, ki priznavajo, da je žoga najboljša droga, izrednega pomena. Ja, največji strošek pri tem projektu je zagotovo najem telovadnice, ki znese približno 500 evrov na leto. Mladi bi ob polni ceni verjetno morali plačati okrog 60 evrov, kar je za nekatere že malo preveč. Zato smo se odločili, da s pomočjo naših donatorjev, sponzorjev oziroma pomočnikov omogočimo mladim cenejšo rekreacijo, tako da za ceno 30 evrov oziroma 20 evrov, odvisno ali so člani naše sekcije, se lahko celo leto zmigajo enkrat tedensko. Po eni strani pač to super, za nas mlade, ki nimamo glih nekaj veliko denarja, da nam nekaj sofinancira, da nam je pač malo lažje, da nam nekaj tudi ostane še. Zakaj si se odločil tudi letos sodelovati na Zmigaj? Ja, prvič zaradi tega, ker nič ne treniram, tako počnem, pa tudi zaradi tega, da sem malo v formi, da ne ležim cel dan doma. Pač da malo razginem svoje telo, ker v šoli sam sedimo, pa imamo bolj malo telovadbe, da se malo spočijem tako, možgane. Ideja za projekt se je sicer porodila med mladimi, ki so predlagali, da sekcija 55 svojo dejavnost intenzivno razširi tudi na področje rekreacije mladih. Eden pomembnejših elementov aktivnega preživljanja prostega časa je seveda športno udejstvovanje. Organizirana vadba v domačem okolju s sovrstniki iz domačega kraja pa ima tudi pomembne družbene učinke. V mesecu septembru so sicer v sekciji 55 tudi intenzivno navijali za slovensko košarkarsko reprezentanco ob prenosih tekem Eurobasketa. Z drugimi aktivnostmi za mlade pa nadaljujejo tudi v jeseni. V teku trenutno je letos naš pilotni projekt Mladi za skupnost, ki ga izvajamo s krajevno skupnostjo Smlednik. Otroške delavnice ustvarjalne za osnovnošolce, ki jih bomo izvedli 26. oktobra. Pa seveda redno kvalitetno preživljanje prostega časa v sekcijski sobi, v kulturno-umetniškem društvu. Neki bowling večerov bomo še imeli letos, ogledov športnih prireditev in podobno. Pestra jesen se obeta torej mladim iz Smlednika in okolice. Približno toliko kot lani, oziroma 215 tekačev se je minulo soboto udeležilo drugega medvoškega teka. Klasična ulična tekaška preizkušnja v organizaciji športnega društva EFI je tokrat na 3 različnih progah zabeležila 6 absolutnih zmagovalcev. Med njimi je z rekordnim časom na 10-kilometrski razdalji izstopal Ljubljančan Blaž Grad. Lani 222, letos 215 tekačev in tekačic. Že res, da je ponudba tekaških prireditev v Sloveniji izjemna, pa vendar ostaja priokus, da bi bila množičnost letos lahko še precej višja, če organizatorji 2 dni pred štartom ne bi zaprli elektronskih prijav. Ta tek lahko prenese kar veliko kapaciteto tekmovalcev, ker tudi trasa je taka, da to omogoča. Zaenkrat smo pa okrog 230 prijav imeli vse skupaj. No, prijave ste 2-3 dni nazaj zaprli, zakaj? Tako je, zaprli smo jih zaradi same organizacije, zaradi preverjanja plačil, zaradi štartnih številk samih in tako naprej, ker nismo hoteli imeti zadnji dan velikih težav s tem. Prvi so se štartnega mesta pred športno dvorano Medvode zapodili najmlajši, pol ure za njimi še združene kategorije tekačev na vseh 3 razdaljah 5, 10 in 20 kilometrov. Gremo! Drugi medvoški tek se je začel, gremo 5, 10 in 20 kilometrov. Po 16 minutah in 29 sekundah je prvi ciljno črto prečkal absolutni zmagovalec na 5 kilometrov Matic Plaznik. Ja, sem zadovoljen s tekmo.
ker sem zmagal, pač tekmo sem vzel kot priprave na naslednji teden, ko imamo Šmarno goro, tako da je super uspela priprava. No, glede na to, da je na štartu kar 230 oziroma še malce več tekmovalcev, kakšna je zdaj tvoja taktika? Kako se odločiš? Se ravnaš po konkurenci ali greš preprosto svoj tempo? Ja, danes sem se ravnal bolj po konkurenci, no. Držali smo se skupaj ena večja skupina, zadnji smo vodilnim tekačem, ki je šel čisto zase naprej. Ostali smo pa tekli skupaj, sem jih sledil, bil sem v grupi, na koncu je pa pač finiš, pa smo imeli malo podaljšan finiš, 1 kilometer, pred ciljem smo malo pospešili, tako da so ostali pač odpadli in sem zmagal. Točno 2 minuti zaostanka je tokrat pridelal njegov klubski sotekmovalec iz Šmarnogorske naveze Tine Hren. Ja, cesta mi je veliko težja, ker rajši na gorskih tekih tekmujem, ampak še vseeno, ta je bila malo težja, ker sem jo že prej na Smledniku. Med ženskami si je absolutno zmago na 5-kilometrski razdalji pritekla domačinka, sicer tekaška povratnica Tina Kozjek. Sem zadovoljna, bilo je samo 45 sekund slab škalan, tako da je to zame dober rezultat. Kaj zdaj to pomeni, glede na to, da smo že poročali v naših oddajah, da sta se sestro skoraj da že poslovili od tekmovališč, zdaj vaju spet videvamo in zopet na zmagovalnem odru? Ja, zdaj pač počasi treba spet malo nazaj priti, tako da treniramo. No. Drugo in tretje mesto sta si pritekli sestri Nika in Pia Galov. S časom 31:17, kar je skoraj 2 minuti hitreje od lanskega zmagovalca, pa je bil prvi v cilju 10-kilometrske preizkušnje Ljubljančan Blaž Grad. Ja, ta proga je sicer zelo težka, no, ampak ja, daš pa nekaj velike konkurence pa res ni bilo. Pa ste progo že prej poznali, ste si jo ogledali, ste morda tekmovali že lansko leto? Ne, nisem je poznal. Nisem tudi lansko leto, nisem tekmoval. Lani na 10, letos na 20-kilometrski preizkušnji je blestel domačin Jure Gaber. S časom 1:08:19 je najbližjega tekmeca Davorja Krašovca za seboj pustil več kot 3 minute. Ja, odločil sem se, da grem Ljubljanski maraton 10 in sem si rekel, da bom pa probal, res smo pa tukaj majhen več in sem se odločil za 20. Pa še Medvode so, se pravi, tukaj sem doma in naj bo najdaljša doma. No, zdaj zmaga ni vedno tista, ki nas zadovolji, sploh dobre tekače. Kaj te pomeni? Si s časom zadovoljen? Ja, glede na to, da je bilo prvič, je v redu. No, proga je težka, tako da v bistvu sem prvi del proge pretekel skoraj enakem času kot drug. Zelo malo sem popustil, tako da sem zadovoljen. Če bi bilo pa pod 1 uro in 8 minutami, to bi bilo pa še boljše, no, ampak je v redu. Kakšni so pa občutki takole pred domačo publiko? Ja, fenomenalni. Ne vem, gledalci me poznajo, me spodbujajo po imenu, res super. Zadovoljni tekači so ogledalo vsakega teka, morda bi si tisti najhitrejši v bodoče želeli le še močnejše konkurence. Kaj pa medvoška podjetja se rada odzovejo na take prireditve? Ja, ta prireditev jim je bila zelo simpatična, tako da so kar zelo podprli to prireditev in se zahvaljujem vsem sponzorjem, ki so kakorkoli pomagali pri tej organizaciji. Že ta konec tedna oziroma v soboto 5. oktobra se tekaška karavana seli na Šmarno goro, kjer bo potekalo veliko finale mednarodnega Grand Prix v gorskem teku. Na Starem gradu v Smledniku so preteklo soboto že 14. organizirali državno prvenstvo v gorskih tekih za osnovne in srednje šole. Kljub nekoliko slabšemu vremenu se je v tek pognalo približno 170 tekmovalcev iz celotne Slovenije. Organizatorji so vsako leto navdušeni nad velikim številom tekačev, kar dokazuje, da je tek kot oblika rekreacije med mladimi zelo priljubljen. Med tistimi najboljšimi je bilo tudi letos kar nekaj Medvoščanov. Tudi hladno in vlažno vreme v soboto ni ustavilo tekačev pri udeležbi na državnem prvenstvu v gorskih tekih. Kot že v navadi je tekmovanje izvedla osnovna šola Smlednik, letos s pomočjo Turističnega društva Smlednik in Združenjem za gorske teke pri Atletski zvezi. Letos se je teka udeležilo približno 120 učencev in učenk ter 50 dijakov in dijakinj. Veliko število tekačev je teklo tudi v promocijskem teku za najmlajše. Kdo bo prvi? Ne vem! Jaz vem! Se bojo prvi startali. Glavna proga je ful dobra. Ti si jo pa že videla? Ja, vse smo šli zelo na sprehod, tako kratek, da smo jo videli. Kako pa to, da ste prišli sem teč? Ker smo tu trenirali, pa to. Za vajo. Učiteljica je rekla,
da smo pač zelo dobri in da moramo se prijaviti na tek, grški tek. Kdo pa je prišel za to, da bo dobro oceno dobil? To so bili seveda najmlajši tekmovalci, ki so sodelovali na promocijskem teku namenjenem učencem od 3. do 5. razreda. Ti so nagrajeni z dobrimi ocenami pri športni vzgoji, najboljši tekmovalci pa z medaljami in praktičnimi nagradami. Proga ostaja že nekaj let enaka, organizatorji pa jo postavijo že v začetku tedna. Današnja proga poteka zdaj že v bistvu 7 let na isti relaciji, tako da po gozdnih poteh Starega gradu. Je bolj taka cross varianta, gor-dol, tako da sta pa dve dolžini proge. Otroška, to se pravi za osnovnošolce je en ta velik krog, to je v dolžini 1,6 km. Potem srednješolci imajo pa 2 kroga v dolžini 2,2 km. Naši učenci progo do dobro poznajo, saj so tukaj domačini, saj so njihovi starši tudi rekreativno se veliko ukvarjajo s tekom. Imamo pa 2 delavca, ki bi jih posebno izpostavila, krajana Smlednika, ki pa vsako leto odlično pripravita progo. To sta Peter Lampič in Sebastian Kosec. Posebna pohvala pa res za njiju. Prednost domačega terena so izkoristili tudi Medvoščani, ki so osvojili kar 5 odličij. V kategoriji mlajših učenk je 3. mesto osvojila Nika Murovec iz osnovne šole Preska, med starejšimi učenkami pa prav tako 3. mesto Lucija Šušteršič iz osnovne šole Preska. Uspeh osnovnošolcev je med starejšimi učenci s 3. mestom dopolnil Tine Hren iz osnovne šole Pirniče. V srednješolskih vrstah sta bili najuspešnejši Medvoščanki sestri Plaznik. Mlajša Maja je med mlajšimi mladinkami premagala vse tekmice in se veselila 1. mesta. Njena starejša sestra Anja pa je med starejšimi mladinkami za dobrih 10 sekund zaostala za najhitrejšo in osvojila 2. mesto. Tako dobri uspehi in veliko število tekmovalcev sta dober pokazatelj priljubljenosti gorskega teka pri nas. V prvi vrsti je to državno prvenstvo za osnovne in srednje šole. Mislim, da je to tak en dost velik motiv, da se otroci pomerijo za naslove državnih prvakov v gorskem teku. Pa mislim, da sama promocija tega gorskega teka v Sloveniji nasplošno, da je kar v porastu. V ekipni razvrstitvi srednjih šol pa so se naslova najboljše ekipe veselile dijakinje iz gimnazije Jurija Vege Idrija in dijaki iz gimnazije Jesenice. Danes so mlade plesalke članice športnega društva Latino odpotovale na Češko, kjer se bodo na velikem odru prvič preizkusile med svetovno konkurenco. Dekliška street show Mala skupina, ki je svojo točko z naslovom Madagaskar do potankosti izpilila in tako uspešno prestala državne kvalifikacije, se bo na svetovnem prvenstvu pomerila v kategoriji street show Mala skupina. To v bistvu pomeni različni plesni stili. Sicer so definirani hip-hop, tudi lahko so elementi džeza in tako naprej. Važno je pa, da imamo zgodbo. No, sodniško plesno oko je precej strogo. Kaj se bo tam ocenjevalo? Sama zgodba, kostumi, izvedba? Ja, tam se ocenjuje kostumi, se pravi imidž, izvedba, koreografija, to se pravi tudi, koliko so usklajene in nasplošno tudi zgodba. Vse. 6-članska druščina, oblečena v atraktivne živalske vzorce, odhaja na prvenstvo polna pričakovanj. Plešemo sicer z energijo, a ne, to je najbolj pomemben, to, da smo usklajene, pa to je pa v bistvu sam še pika na i. Kaj pa te vloge, kako ste si razdelile? Ste vsaka izbrala svojo žival, vam je to koreografinja dodelila? Ja, v bistvu vsaka si je malo, kako ne rečem, pomislila, kaj bi bila, pa tudi malo po izgledu, a ne, tistega marjavila se je lohlev, pa tako, drugače pa tudi, kar je sama hotela. Pa pričakovanja zdaj na svetovnem prvenstvu? Ja, upajmo, da bo dobro, a ne, to, kar je naša voditeljica rekla, da saj je v finale. Konkurenca med vrstniki iz celega sveta bo najbrž težka, sicer pa ne le rezultat, novo doživetje bo tisto, ki si ga dekleta najbolj želijo.
Eva Kalan, ena najbolj obetavnih mladih tenisačic pri nas, je minuli vikend uspešno zaključila tekmovalno sezono. Na Mastersu v Ljubljani je po 3-urnem boju zmagala prvo tekmo z rezultatom 6-3, 3-6 in 6-4, drugo tekmo s četrto nosilko je izgubila z 2-6 in 2-6 ter se tako uvrstila med 8 najboljših v državi. Smučarji tekači so se v Ihanu pomerili v teku na tekaških rolkah za poletni pokal Geoplin. Med mlajšimi mladinci je bil drugi Vid Čarman, Saša Žavbi-Kunaver je bila tretja med mlajšimi mladinkami, Ana Lucija Jezeršek pa tretja med starejšimi deklicami. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je v 6. krogu 3. slovenske nogometne lige Zahod na domači zelenici zabeležila prvi letošnji poraz. Proti ekipi Adrije je izgubila z 1-2. V slovenskih kegljaških ligah pa je bilo odigrano 3. kolo. Ekipa Hidro je v prvi B ligi zmagala na domačem keglišču, Koma Medvode pa je v drugi ligi Zahod na gostovanju v Črnomlju izgubila. Odigrano je bilo tudi drugo kolo Ljubljanske lige, obe ekipi Hidro 2 in Medvode 2 sta bili tokrat zmagovalno razpoloženi. Tokratno črno kroniko polnijo samo kazniva dejanja. V stanovanjsko hišo so vlomili v Goričanah, v osebni avtomobil pa v Medvodah. Izza vrha poročajo o vlomu v osebni avtomobil in tatvini iz odklenjenega avtomobila. V osebni avtomobil so vlomili tudi na Topolu, na Vrju jim podobno dejanje ni uspelo, v Pirničah pa je. V Zbiljah je nekdo poškodoval stvar, ki ni njegova, denarnico iz vozila so ukradli v Pirničah, v Rakovniku pa se je nasilnec spravil nad svojo družino, zato so mu izrekli prepoved približevanja. Še en vlom v osebni avtomobil se je zgodil na Topolu. Kot že nekaj tednov doslej, vas policisti še vedno opozarjajo, da so vlomilci še kako aktivni in da zavarujte svojo lastnino, preden bo prepozno. Če boste v svoji okolici opazili sumljive osebe, pa pokličite številko policije 113 ali anonimni telefon 080 1200. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo, prijeten večer vam želim še naprej in seveda nasvidenje do prihodnjič.